Danes je obletnica, 25. maj, ko je bil nekoč imenovan dan mladosti. Takrat smo obhajali obletnico takratnega maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita. Bil je zmagovalec druge svetovne vojne, sin slovenske matere in pa maršal Jugoslavije, države, ki je takrat pomenila v svetu ogromno. Potem, kar se je zgodilo, je nekaj povsem drugega. Vendar Tito je bil zgodovinska osebnost, ki je ne smemo pozabiti. Del naše zgodovine, nesporne zgodovine, konec koncev pod zastavo njegove jugoslovanske armade smo zmagali v drugi svetovni vojni. To nam je priznaval ves svet. Vse zavezniške sile, ki so skupaj z nami premagale naciste in fašiste. Tega ne bomo pozabili, nikoli ga ne bomo pozabili. Nesmiselno je svojo zgodovino odrivati na stran, kajti narod brez zgodovine nima prihodnosti in ta prihodnost mora biti svetla, boljša, kot je danes. Ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo, in ne smemo pozabiti tistih, ki so nam naredili tisto, da smo lahko živeli toliko časa v miru in v razvoju. Danes je žal precej drugače, ampak nekateri ne bomo pozabili tistega, kar je naredil Tito, kar so naredili njegovi partizani in kar so naredili slovenski partizanski borci v času druge svetovne vojne. Tito je bil poseben človek. To je nekako tako kot veliko in močno zdravilo, ki sicer pozdravi glavne simptome, ima pa seveda tudi stranske učinke. Vendar zaradi stranskih učinkov ne smemo pozabiti, da je glavno bolezen odpravil. Jugoslavija nekoč je bila cvetoča država v tistem času. V tistem času res, da nismo imeli kave, nismo imeli kavbojk vsake toliko časa in olja, vendar kaj se dogaja danes v Evropi? Nimajo olja, nimajo hrane, nimajo ničesar. In mi gremo po tej poti. Zato ne pozabimo velikega maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita in ravno zato danes v Žusterni na moji parceli odkrivamo njegov spomenik. Gospod Jelinčič, zakaj ste ga pa postavili ravno na to mesto? Treba je vedeti, da smo Slovenci izgubili Trst in Gorico. Obrnjen je proti Trstu, iz te pozicije gleda proti Trstu, ki smo jo izgubili v veliki meri tudi zaradi njega. Naj ga tudi malo na oni strani drega, kaj bi lahko še Slovenci imeli. Zgubili smo velik del zaradi dogovorov z zavezniki in zaradi predhodnih dogovorov z Italijani. Kakšna bo reakcija v Sloveniji? Jaz mislim, da bo zabrenčalo po Sloveniji, da bo pri nekaterih vzbudilo spomine na našega nekdanjega predsednika, na našo nekdanjo državo, ki je ne smemo pozabiti. Bili smo del nje in še vedno ostaja zgodovinski spomin na tisto obdobje. Zagotovo bo pa predvsem pri ljudeh, ki niso živeli v nekdanji Jugoslaviji, se bodo dvignili glasovi proti temu, kajti nekateri označujejo maršala Josipa Broza Tita za zločinca, kar je pravzaprav smešno. A bojo tudi Winstona Churchilla proglasili za zločinca, pa predsednika Roosevelta ameriškega za zločinca, pa De Gaulle'a za zločinca. Skratka, v Sloveniji se zgodovina obrača čudno, slabo in upam, da ne bomo šli v to smer. Torej, če prav razmišljamo, podpirate vrnitev kipa nazaj na Brdo? Zagotovo. Kipi so postavljeni na pravo mesto in tam morajo ostati. Vsakdo, ki ruši bivše, prejšnje kipe, bodo tudi njemu zrušili kip. Vedeti je treba, da določeno obdobje, ki ga je zabeležil oziroma zaznamoval Josip Broz Tito, je trajalo od leta 1945, ne samo do leta 1980, ko je umrl, ampak vse do leta 1992. To obdobje je precej daljše kot obdobje naše osamosvojitve, ki traja zdaj cirka 30 let. In tudi naše osamosvojitve ne smemo pozabiti, ampak če bomo brisali prejšnje dogodke, nam bodo čez čas izbrisali tudi našo osamosvojitev.